dan. Veseli nas, da ste z nami ob pregledu novic iz Ekonomske šole Novo mesto. Z vami sva Liam Toni Šironič in Leja Musar. Vse prispevke, ki si boste lahko danes ogledali, smo pripravili dijaki medijskega tehnika. Tako da upajmo, da vam bo pripravljena oddaja všeč. Tako kot so se naši medijci izkazali pri pripravi novičk, so naši nogometaši šolo zastopali na šolskem državnem prvenstvu. Pa poglejmo, kako so se odrezali. Danes dopoldan se je v športni dvorani Marof v Novem mestu odvila državna finalna tekma. Glavna organizatorka pa je bila Ekonomska šola Novo mesto. Tekme so se udeležile 4 nogometne ekipe: Ekonomska šola Novo mesto, Gimnazija Škofja Loka, Prva gimnazija Celje in Gimnazija Šiška. Že od začetka tekme pa do konca igre se je čutila napetost med igralci, kakor pa tudi med sodnikom in igro. Tekme bojo sigurno težke, ampak mislim, da bo ta noč bila naš dan. Mislim, da bomo dan zmagali, zaradi tega, ker je pač Ekonomska najjača. Kakor pa vemo, važno je sodelovati, ne zmagati. A tudi vam kdaj manjka domišljije? V šolski knjižnici imamo nekaj, kar lahko hitro razreši ta problem. V knjižnici Ekonomske šole se je odprl kotiček Stripi, ki ponuja drugačno izbiro bralnega gradiva. Opaža se, da mladi ne berejo več toliko kot včasih. In očitno jim manjka tudi domišljije, ker ko vprašam obiskovalca knjižnice, kaj pa ti rad bereš, kaj pa tebe zanima, ne zna povedati nič. Zaradi tega smo upali, da bodo stripi, ker so malo bolj drugače vizualno opremljeni, spodbudili to domišljijo in omogočili mladim, da posežejo po literaturi, ki jih mogoče spremlja že iz otroštva. Ponuja nam velik nabor stripov z različnimi žanri in zvrstmi. Verjamemo, da se za vsakega najde nekaj. Sedaj pa sledi prispevek, ki predstavlja dogajanje, na katerem so sodelovali naši dijaki in profesorice. Prireditev je potekala 10. aprila 2023 na velikem parkirišču pred Mirnopeško cerkvijo. Letošnji kulturni program so posvetili 25-letnici tega tradicionalnega srečanja motoristov. Živijo, jaz sem Karmen, vsako leto pridem z motorjem, prišla sem z družino pa s prijatelji, ful je luštno vreme, ljudi je tudi veliko, čeprav upam, da bo še kaj prišlo, upam, da se bomo luštno imeli pa da bo blagoslov rata, tako kot je treba. Motoriste in njihove motocikle je blagoslovil novomeški škof Andrej Saje. Srečanja so se udeležili tudi dijaki in profesorji Ekonomske šole Novo mesto. Kot pravijo, če vozite, kot da jutri ne obstaja, potem ga tudi ne boste dočakali. Poleg snemanja imajo dijaki tudi mnogo glasbenih talentov. En izmed njih je Val Kulovec, dijak 3. letnika in s tem odpira pot svoje glasbene kariere. Čau, folk! Od kdaj si se začel ukvarjati s kitaro? V bistvu so mi starši kupili prvi ukulele, ko sem bil star 6 let. Kje in kdaj si se začel učiti kitaro? Začel sem se učiti v mojem domu, ko sem bil star približno 9 let. Od kje pride inspiracija do igranja kitare? Večinoma od mojega očeta, seveda, ampak rad poslušam stare akustične pesmi, ki so spremljale moje otroštvo že od malega in sem se z njimi zabaval, ko sem bil v svoji sobi in sem se učil. Na kakšne kitare vse igraš? Igram akustično, električno, klasično. Igraš še kakšen inštrument poleg kitare? Nekaj časa sem igral saksofon v glasbeni šoli Novo mesto, sicer pa imam doma tudi synthesizer, ki ga občasno igram in se z njim zabavam. Je katera tvoja najljubša pesem, ki jo rad igraš na kitaro? Ne vem, če imam glih najljubšo pesem, ker se moji okusi menjajo čez tedne, ampak zadnje čase mi je všeč pesem od Blaža Mencingerja Tebe ni. Pravijo, da na mladih svet stoji in to za naše dijake še kako drži. Naša Laura iz 1. letnika namreč že pri svojih rosnih 15 letih piše svojo poezijo. Nam lahko poveš, kdaj si začela pisati poezijo? V bistvu ne tako dolgo nazaj, približno lani oktobra, že pa od nekdaj rada pišem.
Kako oziroma na kakšen način se lotiš pisanja in odkje črpaš inspiracijo? V bistvu nekega posebnega načina nimam, inspiracija pa najprej pride iz dolgčasa. Kakšna so bila tvoja pričakovanja, ko si se udeležila Male Veronike? V bistvu sem se zavedala svoje konkurence in si sploh nisem upala karkoli pričakovati ali pa karkoli. Tako da sem bila zelo presenečena, ko mi je knjižničar povedal, da mi je uspelo. Potem za naprej pa sem se čisto prepustila. Kako pa to, da si se sploh udeležila sodelovanja v Male Veroniki? V bistvu nam je knjižničar enkrat na mail poslal, da je možnost, da se prijavimo, da sprobamo in sem si rekla, zakaj pa ne. Kakšni so tvoji cilji za prihodnost na tem področju? V bistvu se s poezijo ne ukvarjam še dovolj dolgo, da bi imela kakšne konkretizirane cilje. Se mi je pa v misli prikradla želja, da bi napisala svojo knjigo poezije. Zadnja leta dijaki naše šole hodijo v šolo v naravi na tabor mavričnih bojevnikov. Pravijo, da se jim tam veliko dogaja. Zato pa poglejmo, kaj smo zamudili. ADHD tabor, ki ga organizirajo mavrični bojevniki, je tabor namenjen vsem otrokom, ki glede na izzive današnjega časa potrebujejo umik v naravo in s tem dobijo možnost, da v sproščenem okolju lažje spoznavajo sebe. Mavrični bojevniki smo skupina posameznikov, entuzijasti, ki, bi rekel, vidimo čas drugače. Naša fokusna skupina so otroci, hkrati tudi odrasli, starši, učitelji. Naš namen je pristopiti k celotnemu segmentu družbe. Skupino sestavljajo različni posamezniki, od prostovoljcev, strokovnjakov, psihologov. Vsako leto se skupina povečuje, tako skupina uporabnikov, tako prostovoljcev. Ravno danes tu izvajamo program za dijake doživljajske pedagogike. To je nekakšen 3-dnevni retreat, torej umik v naravo. Delavnice temeljijo na povezovanju, na učenju novih veščin in predvsem na odkrivanju nekaj novega v sebi. Tabora se je že udeležila večina naših dijakov, ki pravijo, da je za njih to bilo nepozabno doživetje. Tako, tokratna oddaja se je iztekla. Upam, da ste v naši družbi uživali. Spremljajte nas še naprej v naslednjem šolskem letu. Nasvidenje.